Literarni večer in pogovor s Ferijem Lainščkom, ki ga je povezovala Mirjam Slanovec in je mimogrede služil tudi kot otvoritev prenovljene terase oziroma ploščadi knjižnice Medvode, je pokazal, da ljudem že zelo manjka tovrstnih dogodkov, saj so besede in misli prekmurskega pesnika in pisatelja obiskovalci srkali vase kot spužva vodo, terasa pa žal zaradi restrikcij ni mogla sprejeti vseh in tako so preostali zasedli kar okolico knjižnice. Lainšček pa je priznal, da ga je bilo prvega stika z množico po koncu karantene kar nekoliko strah. Tako da seveda prihajam iz nekih stišij, bi rekel, iz neke osamitve panonske in sem si mislil, kako bodo ljudje, ker oni pa tudi prihajajo iz nekih svojih glasnih osamitev. Vsak je doživel zdaj neko svojo samoto, ampak mislim, da bi bil čudovit stik. Žal mi je, da so morali eni pač od zunaj poslušati, ker je tu bila omejitev do 50, ampak ima nek svoj čar tudi. Predvsem se mi zdi pa pomembno, da se ne pustimo, da se ne zapremo, da pač poskušamo živeti normalno. Literarni večer v knjižnici Medvode je bil del akcije Beletrinini trubadurji, v okviru katere se književniki te založbe po Sloveniji družijo s svojimi bralci. Tako so Medvoščani med drugim lahko slišali o izrednem pomenu, ki ga Lainšček pripisuje pripovedovanju zgodb, navadi, ki jo je prevzel od svojih staršev, pa o vzgibih za pisanje, iskanju sebe in pisateljskega izraza in tudi o tem, da zaključuje prvega od 3 romanov o svojem zgodnjem otroštvu, ki bo izšel konec leta. Tudi zgodbe, zapisane v njegovih romanih, so marsikomu pomagale preživeti čas epidemije. Ampak čas, ki nam želi pravzaprav zožiti dojemanje sveta. V vseh krizah, ki so bili take in drugačne na svetu, se je na koncu izpostavilo, da pravzaprav solidarnost, neka vzajemnost, neka skrb za drugega pravzaprav pomaga preživeti. In prej sem tu govoril o romanih mojih, ki so postavljeni v čas Prve svetovne vojne, čas Druge svetovne vojne, se pravi tudi čas vojne za Slovenijo, čas izrazitih kriz, In v vseh teh krizah se je svet na novo vzpostavljal na nek način, ampak vzpostavljal se ravno na ta način. Tako da, evo, če me kaj vprašate, kaj pomaga v tem času, ljubezen pomaga. Lainšček je eden najbolj branih, največkrat nagrajenih, predvsem pa filmsko in televizijsko največkrat uprizorjenih slovenskih avtorjev. Motive za svoja dela pa že od vsega začetka črpa iz rodnega panonskega okolja, kjer kultura in umetnost nimata pravega zaledja. In v čem tiči ključ njegove priljubljenosti? Ne vem, če bi vedel zdaj odgovor na to vprašanje, bi pravzaprav veliko vedel. So pa neki trenutki v življenju ustvarjalca, kjer so mogoče usodni oziroma ki mu pomagajo, ali ne vem, so neke prelomnice in meni je zagotovo veliko pomagal trenutek, ko sem rekel, da ne bom ničesar napisal, kar ne bi sam rad bral. In jaz res mislim, da tisto, kar ne napišeš s tem, da bi ob tem užival, kar ne napišeš s popolnim navdihom, nimaš pravice terjati, da bo nekdo z navdihom bral. Mislim, da je to ključ, da deluje samo tisto, kar je z navdihom napisano, kar je polno neke energije, ki lahko preide na bralca, vse drugo se mi zdi pravzaprav brez veze. Ali taka je usoda, ali pa je Peter Pan, morda pa sva prispela tja na drugi breg želja, kjer je vse kot sva hotela. Priznal je, da se sam dolgo ni imel za pesnika, a tudi njegova poezija navdihuje mnoge. Tudi Medvoščanko Ano Lucijo Jezeršek, ki ji v glasbitvah dodaja svojo preobleko. Tako smo ob kitarski spremljavi še enega občana, Jana Podjeda, slišali Drugi breg želja, Ne bodi kot drugi in Najin dan ni počesan. Ja, v bistvu s Ferijem sva sodelovala že enkrat na predstavitvi njegove knjige. Je me posebej povabil, če bi uglasbila tudi oziroma izvedla eno pesem, ki je bila prvič uglasbena. Ana za vedno je naslov.
Nagovoril me je pa predvsem ena ta pristnost, ena preprostost, tudi kako zna direkt povedati, prek metafor sicer, ampak tako, da začutiš nekaj več. No. Sicer pa ja, tudi danes ste lahko slišali eno pesem, premierno izvedena, sem jo pa tudi uglasbila, tako da ne vem, mogoče bomo še kje sodelovali skupaj, bomo videli. Za konec literarnega večera pod zvezdami pa je Lajnšček prebral še nekaj svojih pesmi v prekmurskem narečju in obiskovalce odpeljal v svojo rodno, ljubljeno Panonijo.